Lep pozdrav. Hribe, gozdove sem zamenjal za morsko obalo. Danes se potepam po obali z mojim kajakom, tako da pridružite se mi na temu mojemu potepu. Prva pavza moja, prvo razočaranje, plastenke, embalaža od nekega šlaufa, krasen zalivček. Nažalost, nekdo, ki je bil pred mano, nima osnovnih človeških manir, da za sabo pospravi. Evo, tlele v gozdičku zgleda so se zadrževali. Nek otroški bazenček po uporabi je nažalost tukaj končal. Termos, flaša Snow Monkey. V originalu je bila nebesno modra, nisem mogel, da jo ne pobarval v maskirne barve. Dejansko te termos flaše Snow Monkey so res praktične, res krasno držajo v vročih dneh hladno pijačo, v mrzlih zimskih dneh pa toplo. Tako da priporočam vsem tistim, ki hodite takole na kakšna taka potepanja ali poleti ali pozimi, kupite si termos flašo Snow Monkey. Ne bo vam žal. V tej smeri nadaljujem svojo pot. Gremo naprej. Nekje dobre 2 km sem preveslal, naredil kratko pauzo, tako da grem naprej raziskovati obalo, lepo, počas, uživam, morje je mirno, ni kakšnih valov, tudi kakšne hude vročine ni. 2 dni nazaj je bil dež, tako da je tudi ozračje se kar lepo ohladilo, tako da je za takole veslanje prav prijetno.
ravno pavza in tak krasen del obale, skale nametane. Tamle je manjša podzemna jama, katero bomo tudi dole pogledali. Dajmo še jamo pogledati. Vhod v votlino. Manjša votlina, spet en kup smeti, steklenic, plastenk in podobnih stvari. Prijetno hladno. Notranjost te manjše votlince. Umazan sem od te mivke, od peska, ki sem bil v jam, tako da se grem malo umit pa ufrišati. Voda je ni topla, ni mrzla, tako da je res prijetno za vse. Torbo moram prteti. Evo, torba je prteta, tako da se lahko počasi pokrcam, pa grem naprej. Rahel veter, tako da je prav prijetno osvežujoč tale vetrček. Evo, jaz pa naprej. Ravno kar sem zaveslal v eno tako votlino, sicer je voda do pasu noter, ampak takole, ko si v čovnu, je krasen kaj senca.
Kajak je privezan v tej smeri so prve hiše od Novigrada, cirka mogoče še 1 kilometer. Bom videl, da bom šel naprej ali ne, ki bom tako krajšo pauzo naredil. Malo sem skopal, bomo pa videli, kakšen bo načrt za naprej. Moram paziti skale. Evo, tle sem najdel eno tako manjšo plažico, tako da tukaj se bom ustavil, spočil in počasi začel razmišljati o povratku. Čas je, da pogledam, koliko sem preveslal. 6 km, 220 metrov sem preveslal. Upam, da se bo videl. To pomeni 12,5 km z povratkom. Tako da kar nekaj veslanja me še čaka, ampak lepo počasi. Tukaj orientacija ni noben problem, vidiš na vse strani. Edino GPS uporabljam samo iz enega razloga. Dejansko izgubiš občutek za razdaljo, tako da v bistvu nekako po GPS-u vidim, koliko sem oddaljen od doma oziroma do cilja, da si nekako lahko razporedim moči, da se ne preforsiram. Mislim, da teh 6 km pa pol, ki še do doma, ne bo kakšna težava. Z ene strani je termoska na dotik vroča. Tole bo zdaj ta prav test tega lesnega mankija. Cel dan na soncu. Voda je ledeno mrzla. Ne vem, koliko ur sem že. Na kajaku, tako izgubil sem občutek za čas, ampak voda je taka, ki sem jo nalil.
Tale votlina neko čuden zvok puša. Ste slišali? Glok, glok? Voda je pomrzla. Zna biti, da so kakšni izviri sladke vode tle noter. Mene še čaka ene dobre 5 km veslanja do doma. Tako da to bi bilo danes z moje strani vse o mojem potepanju po obalah Novigrajskega morja. Do prihodnjič, lep pozdrav, srečno!